Dober večer vsem in prav prisrčen pozdrav in zahvala, da ste se zbrali v res tako velikem številu. Danes začenjamo našo sezono predavanj, torej 4 predavanja, ki jih organizira Skupnost družin Sončnica. Veseli smo, da je danes z nami naša rojakinja, domačinka iz Štandreža, Erika Brajnik, ki bo imela za naše društvo prvo predavanje z naslovom Naturopatija in krepitev telesa. Samo na kratko vam še anticipiram ostala predavanja, potem bomo pa še 2 besedi, da predstavimo našo današnjo predavateljico. Prihodnji četrtek bo ravno tako ob 8 uri predaval dr. Bogdan Polajner, kako lahko starši z odnosi vplivamo na zdravo vedenje otrok. Torej bo bolj predavanje na vzgojno tematiko. Potem naslednje predavanje bo v soboto, 12. marca, ravno tako ob 8 uri, in sicer bomo gostili poznanega psihologa dr. Kristjana Gostečnika s takim pomenljivim naslovom Ali so res vsega krivi starši? In naše zadnje predavanje bomo spet zaključili z domačinom, s profesorjem Aldom Ruplom, ki ga tudi vsi poznate in ki ima zelo bogate izkušnje na podlagi športne vzgoje in psihofizične učinkovitosti. Še enkrat pozdravim našo današnjo gostjo, Eriko Brajnik. Erika Brajnik, kot sem povedala, prihaja iz Štandreža. Zanimiva je tudi njena študijska pot, ker je študirala najprej humanistiko v Ljubljani in je zaupala, da je diplomirala pri dr. Igorju Škamperletu iz Tržačana, mogoče ga poznate, ki je še posebej se ukvarja z renesanso, z renesančnim obdobjem. Kasneje je diplomirala tudi iz naturopatije. Zame što vam povem, da je takoj boljše. Zdaj sem vam dala samo par primerov, v mojem priročniku piše vse noter živila, javi živila, nema, danes vam bom razložila, zakaj ta živila. Torej, iz principa delovanja, da ne bo rekel, zdaj si bom kupila tinkturo, koprivino in pila koprivin čaj vsak dan 1 liter, če pol spijem 3 kavice na dan. Odzememo tiste 3 kavice in če hočemo, pol gremo dokupiti tinkturo. Ma ni nujna. Najprej si nekako uredimo ta jedilnik. Tudi, veste, kadar preide ženska v menopauzo, se zgodi, je zelo prisoten ta deficit jeter. Zakaj? Takrat pride tako zvano nočno potenje, te valunge. Mi smo imeli in tudi ženska živi dlje kot moški zaradi menstruacije. Zato, ker dejansko mi imamo en izpušni kanal več, vsak mesec se telo prečisti. Z menopauzo se ta kanal zapre. Ne vse, ima dosti žensk, imate težave z temi valungami. In to je to, se je zapren kanal in seveda telo ne ve, kam spustiti toksine. Mora pa vzdržati eno določeno homeostazo v telesu, zato jih mora vrč v ene take predele te toksine, kjer so navidezno nemoteči. Navadno je to koža, so to lasje, so to nohti, to se najprej vidi. Ok, to so tisti masni lasje, upam, da ne grem preveč hitro. Torej, o jetrih, jetra so zelo pomemben organ, vsako sekundo je to prisotno 10% vse krvi našega telesa, vsako minuto jetra filtrirajo 1,1 litra vode, je eden izmed najbolj pomembnejših organov našega telesa. Deficiti jeter, ki se začnejo kazati z takimi masnimi lasje in z takimi težavicami, ki niso kategorizirane kot bolezen, se lahko z leti sprelevijo v tako kategorijo bolezni. Takrat je dejansko potrjena bolezen, zato ker ti jo zdravnik potrdi. Samo to je seveda traja lahko tudi 10 let, lahko 5 let, odvisno od vitalne energije posameznika, odvisno od njegovega življenjskega stila, odvisno od prehranjevalnih navad, seveda, ne? Kako se ima. In to, kar ste si lahko prebarali, je povezano z organom jetra. Ok? Ma gremo naprej. Torej, kaj se zgodi, kadar dejansko te toksini iz zraka, kad dejansko se prelevijo v jeter, kadar iz zraka pridejo nosor v naše telo. Jetra so šibka in ne utegnejo teh toksinov predelati. Jetra predelajo toksine in jih dejansko odvedejo iz telesa skozi naše telesne tekočine, skozi blato, skozi urin, skozi znoj in tako naprej. To bi moralo iti to ven. Če je organ šibak in ni krepak, se to ne zgodi. Vendar telo mora
jetra predstavljajo hrano, hormone, učinkovine zdravil. Ta sistem mora delovati pravilno, torej ustvarijo komunikacijo med notranjo in zunanjostjo celice. To so nekako jetra. Prva faza zastrupljanja. Ko jetra tega ne morejo narediti, teh toksinov, tudi iz zraka, ne morejo dejansko sprocesirati ven iz telesa, pride to. Vnetje, gnoj, vročina, toksini se stavijo v tkivu in postane trdo. Tle pride vnetje, sluz, gnoj, vročina pride zaradi drugih organov. Mislim, da nas gledamo samo jetra, drugo so ledvice, pljuča in tako naprej. Vnetje. Kaj se zgodi? Nas začne boleti kreš. Imamo bolečine, trd vrat. To je vnetje. Toksini, ki jih telo ne more sprocesirati zvrč ven, jih vrže v kožo. Lahko pride lisa, lahko pridejo te starostni madeži ali karkoli. Pride masno lasišče ali pa zatrdline. Okay? In nas boli prva faza zastrupljanja, torej te toksini preidejo v tkivo, organ jih vrže v tkivo, reče, jaz homeostazo moram zdržati, kri mora imeti sem svoj pH. Telesni procesi se morajo izvajati, te toksini tle jih nimam kaj delati, jih damo nekam, kamor so navidezno nemoteči, že ker nimam energije, da bi jih vrgel ven. Okay? In tu se počasi nabira. Prva faza zastrupljanja. Druga faza, impregnacija. Toksini prodrejo fosfolipidno pregrado in prodrejo v celico in motijo normalno celično delovanje. Takrat že nas tudi imamo malo večje težave kot na začetku, kjer je impregnacija. Torej se čuti bolečina malo bolj močno in takrat lahko posežemo že po kakšnemu zdravilu simptomatično, da bi to lajšali oziroma odpravljali. Lahko je tudi dermatitis, luskavica, govorimo o isti stvarci, ki organ vrže na kožo. Upam, da ni prezakomplicirano. Da vrže na kožo, da dejansko odvaja. Kaj se zgodi? Takrat mi, če damo kakšen zdravilo proti bolečini, ali pa da damo kakšne steroidno mazilo gor na kožo, takrat ušibimo jih tisti organ, ki dela ne more dobro izvajati jetra. In pademo takoj v fazo degeneracije. Zato ga jih dodatno ošibimo za tisti. In pridemo v fazo degeneracije, to je faza, ko so poškodbe globoke. Celica je poškodovana, enzimatske reakcije se tam ne izvajajo več. V celico pride informacija, iz nje pa napačna informacija, ker jo toksini zmaličijo in takrat začnemo iti v kroničnost. Kaj se zgodi? Tako da dejansko pol imamo tiste 20 let luskavice, 20 let psoriaze, dermatitisi in išjasi, kako so hernije in druge, naprej. To se samo še stopnjuje. Torej, en vzrok, več bolj simptomov, ki jih telo kaže, da odvaja toksine po drugih kanalih, ki dejansko niso tisti ta pravi, zato ker ni energije, da bi bil tisti ta pravi organ, ki bi delal prav. Okay? In naturopat išče vedno samo vzrok, najprej tisti prvi vzrok, ker se je vse začelo, da pol odpraviš več različnih stvari, torej ne začneš pri koncu, začneš tam pri začetku. Okay? Zdaj imamo dve stvari, ki ste vi lahko, to bi vam tudi zelo rada poudarila, dve stvari, ki jih vi verjetno slišite. O drenaži in o razstrupljanju. Sta dve bistveni razliki in dosti ljudi ne ve razlike, kaj je drenaža in kaj je razstrupljanje. Kaj je drenaža organa in kaj je razstrupljanje organa. Eni ti ponuja, drugo rečem, vzamemo boje, samo če si ne okrepi pri organa, bo težko delovalo, sploh oboje. Drenaža ima za cilj postaviti spet homeostazo v telo, da to izloči toksine. Iz celice v tkiva, iz tkiv skozi organ in iz telesa ven. Torej, tisti madež, ki dejansko ga imamo na telesu z drenažo, ki je lahko limfna drenaža, lahko masaža, pa so lahko tudi zelišča, ki delujejo drenažno, jih spravijo iz kože, iz tkiva, v organ in iz organa ven po ta pravi poti. Ja? To je drenaža. Razstrupljanje je pa samo tisti drugi kos, ki mi delamo samo na organu in vržemo ven. A če nismo prej naredili drenaže, samo razstrupljanje in da telo nima energije, tista tableta, karkoli bomo vzeli, bo šla noter in bo šla skoraj cela nazaj ven, zato ker telo niti zalaufu mehanizem, ki bi moral. Okay. Torej, lahko govorimo, naše telo je celota, mi ga gledamo, je cel paketek pred nami, psihofizično.
In tako se tudi zrcali, vsak organ ima svoje emocije. Emocije, ki so povezane z zjetri, več ali manj jeza, nepotrpezdljivost, razdražljivost, uskipljivost. Nekdo je nervozen, ga dejansko prime, mu dvigne pritisk večkrat na dan za tudi določene malenkosti. Kadar mi okrepimo ta organ, čutimo notranji mir. Tisti pritisk, tisti jeza, več kar naenkrat usklepi in ti si nekako miren. Navzven te vsi vidijo isto, lahko se malo več smeješ. Ma noter ni tega burnega, tega nemira. In pol seveda tudi težko spimo, absolutno je. Že samo te migratorne bolečine, enkrat boli, enkrat so vezane z zjetri. Torej govorimo o energetski toksičnosti, o hormonski toksičnosti, o toksičnosti mehkih tkiv in o toksičnosti limfe. Te toksini jih dobimo malo povsod. Drenaža ali razstrupljanje, drenaža je celostna, predstavlja celo telo, z razstrupljanjem je na organu lokalno. Jaz sem bolj za drenažo, absolutno, ste razumeli tudi zdaj iz logike, zakaj temu tako. Ma drenaža lahko izvajamo tudi sami doma, bomo rekli, samo masažo, z določenimi kopeli, tako ko jaz vedno razlagam, presličina kopel, ki mehča določene predele in sproži mikrocirkulacijo. Vendar, če ne okrepimo mi tistega organa, ki ima pol funkcijo vse skupaj ven, smo samo premakali toksine iz leve proti desni, ma ven ne bodo šli. Zato, ker je organ šibak. Kako bomo to naredili? S prehrano. Smo že rekli, rešitev imamo na roki. Je dejansko da se odpovemo kavici. Rečemo, 2 meseca bom brez kave. 2 meseca te take malo navade, ki bi recimo taka živila, ali pa damo na spodnjo mejo živila, ki dejansko bolj obremenjujejo organ kusojedra. Evo, nealkoholni stenohepatitis, to je dejansko bolezen, ki ima zmeraj več otrok na svetu in je nealkoholni in takrat imamo jetra oranj zabasana in zamaščena. Pri 8-9 letih mi pridejo meni otroci z holesterolom na 9, tle v Italiji so druge vrednosti zelo visoko. Kar je nezaslišano, zato ker te ne pijo alkohola. Ne, zato ker jetra se zamašajo sendvičem, z pico, z merendinami, z temi stvarmi, ki niso v redu. Absolutno ne. Je boljšeno jajce, je boljšen zrezek, je lahko boljše tudi empaniran zrezek ob določenih urah za organizem. Absolutno ja. Tudi ena raziskava na Univerzi v Trstu je pokazala, da je boljše popoldne imati ogljikove hidrate, jajce recimo, ali pa meso, ali pa ribo, kot pa popoldne pašta. Eno jajce nastane več kot ena pašta, ne? Cenovno smo tam gledano tudi na zdaj stanje, kako je, na recesijo. In tako dejansko, da privilegiramo popoldan proteine, beljakovine in neogljikovih hidratov. Že to nam bo malo pomagalo. Imamo ene določene, zakaj? Zato, ker moramo najprej prisluhniti našemu telesu in ga globoko spoštovati. In spoštovati procese, ki se izvajajo v našem telesu in ki se izvajajo sami, brez da bi mi na nje vplivali oziroma lahko vplivalo na nje, posredno s prehrano. Mi imamo, tle vidimo, 2 živčna sistema. Simpatičen avtonomni živčni sistem in parasimpatičen. Ta 2 urejata bitje srca in vse telesne procese, na katere navidezno mi naj ne bi vplivali, ma lahko tudi vplivamo. Tako je, to je dejstvo, da zjutraj dopoldan je aktiven simpatičen avtonomni živčni sistem, to je od 5 zjutraj, 3-5 zjutraj do 3 popoldan, takrat je absorpcija v telesu 100%. Vsi telesni procesi so hitri, ta živčni sistem je bolj aktiven v prvi polovici življenja, zato imajo otroci tudi tako hitro bitje srca na začetku. Je ta aktiven, 100%, skoraj maksimalno, razumete? V drugi polovici življenja in seveda v drugi polovici dneva in tudi noči, ko se mora telo odvajati toksine iz telesa, je aktiven parasimpatičen avtonomni živčni sistem. Takrat je absorpcija v najbolj nizkem delu 30%. Zdaj, če mi rečemo, si bom pustila 1 kavo na dan, ma da jo ne spijemo zjutraj, jo spijemo ob 3 popoldne ali pa 5 popoldne zvečer, nam bo ta kava tukaj zjutraj škodila 20%, tle 80%.
zaradi delovanja tega avtonomnega živčnega sistema, kjer je dopoldan absorpcija 100% in seveda popoldan manj. Isti, ko storite tle in sladkor. Jaz imam ljudi, kronični kandiditisi, ki jejo sladkor zjutraj in ne hranijo kandide, ker niti ne pride do nje, zato ker telo toliko absorbira prej tiste sladkorje, da ne štarta ta mehanizem, nikakor ne. Torej, druga polovica dneva, Kitajci bi rekli tudi, ko pade noč, ko enkrat se pada tema, takrat telo mora počivati in odvajati toksine in ne preslavljati naše večerje. Zato rešitev za ta čas, poleg tega, da vzamemo tisto kavico in čokolado, je, da zvečer uživamo eno zelenjavno enolončnico večerjo. Kakšno? Polno koromača, zato ker koromač je dober za naša jedra. Recimo, razumete, ta je ena rešitev, jaz rada predlagam rešitve. In recimo, da rečemo, zdaj se bom držal do velike noči. Zakaj da nekaj? Pol mine počasi to obdobje jeter, kadar je ta organ bolj prisoten, tako bi rekli. Tako da, ozirajoč na to, tako mi najbolj spoštujemo naše telo, mu damo eno roko, zato ker dejansko mu pomagamo delati, mu damo hrano v tisti uri, ki jo on največ potrebuje. In najmanj takrat, kadar on je ne potrebuje. Tako se ne zakisa, se ne zasluzi telo, zato ker mu dejansko pomagamo, delamo s njim z roko v roki. In pol mi rečejo, ja, jaz delam nočno delo in jaz pridem domov ob 6 zjutraj, ob 5 zjutraj in jaz spim pol, ne morem se najesti in pol spati. Ne, telo nič ne zanima, zato ker takrat ali si ti zbujen, ali skačeš, ali plezaš, ali delaš, ali sediš, ali spiš, avtonomni živčni sistem dela sam. Zato prideš domov, naješ kraljevski zajtrk in greš spat. Telo bo zelo zadovoljno. Veste zakaj? Zato ker tako je. Telo, mi rabimo energijo. Energija je življenje. In mi v določenem dnevu moramo porabiti metod kalorij. Od katera ogljikovih hidrati, sladkorje, beljakovine, telo potrebuje vlaknine, telo potrebuje vse za živeti. Če mi rezervoarčka čez dan ne napolnimo in smo porabili 80, vnosa je bilo 20, zvečer se telo počuti ogroženo in sili in išče predvsem sladko, zato ker je tisto, kar ti da navidezno dosti energije, ker potrebuje energijo. In tako rečemo, sej sem bila pridna, nisem imela cel dan zdaj zvečer, na hitro lahko kaj malega, ne? Sej sem bila pridna cel dan. Z razliko tega, tisti cel dan na nič kaj ne pomaga, ne? Kaj dosti glede absorpcije vsega. In še bogo telo mu rečemo, zdaj mu še damo delo za ponoči, da presnavlja, namesto da bi odvajalo toksine, počivalo, mu ne pomagamo kaj dosti, ne? Tako da je boljše stisniti zobe in reči, bo zjutraj banket kraljevski za zajtrk, je dosti bolj pametno, ozirajoč se na to in na dejansko naše fiziološko stanje organizma, kako deluje. Tako da morate paziti, to je zelo pomembna, kliče se kronodieta, je dosti knjig, ki piše o kronodieti in je to, ta kronološki aspekt uporablja, se naslanja nanj. Zdaj pa tako, prvi vzrok vsega, 90% bolezni nastane pa tukaj, v črevesju. Črevesje je še pred jetri. Črevesje je evolucijsko najstarejši organ in je tam, kjer se izdaja absorpcija. Česa? Tiste hrane, ki nam bo služila ali pa nam bo škodila organom. Tiste hrane. Hrano lahko uporabimo mi kot zdravilo. Je določeno živilo, ima tudi navaden koromač, ki lahko deluje kot zdravilo za naša jedra. Če ga uživamo v pravilnih urah, še toliko bolj zvečer smo rekli, ne? Po noči je še aktiven meridian jeter, tako da ne potrebujemo dodatnih tinktur, dodatnih super ekstra živil, če se najprej moramo bazo počistiti, pa lahko dodamo, če ne počistimo tiste, je škoda, da zapravljamo denar za karkoli drugega. Zakaj črevesje? Črevesje mi vemo, 3/4 ljudi ve, da so je črevesje to, da ureja prebavo, da dejansko probiotiki, se pravi čujem, urejajo prebavo. Torej,
če imam diarejo ali pa sem zaprt, lahko vzamemo določene laktobacile ali pa bifide ali pa kjerkoli druge probiotični izdelek in mi bo uredil prebavo. Ma to je ena majhna pikica od cele celote. Probiotiki indirektno spodbujajo imunski sistem in dejansko vplivajo na črevesje, če jih zauživamo v določenih količinah. Količina je 1 milijarda. Dejstvo, da 60% med limfo in imunskimi celicami v črevesju imunskega sistema, velika večina imunskega sistema se nahaja v črevesju. Ma ne samo, mi poznamo 3 formulacije, to bo razlagal v prvi moji knjigi. Galt, malt, balt. In to so dejansko sistem sluzi, bronhialni del, limfatični del sluzi in galt je pa v črevesni del sluzi. Temu pravimo tudi mikrobiot in dejansko tam je sedež celega imunskega sistema organizma. Tako da lahko stoji čisto na mestu trditev, da 90% bolezni ima svoj nastanek v črevesju zaradi absorpcije. Probiotik ni mleko in ne more in ni probiotični jogurt, to ne obstaja, zato ker probiotik mora biti specifičen z človeškim črevesjem, moramo ustvariti trajne kolonije v našem prebavnem traktu, kravji sevi tega ne naredijo. Mora biti določena količina, to je 1 milijarda, manj ne ustvari trajne količine. Moramo imeti določene sevi, sevi so sev specifični. Je strokovnjaki, ki ti svetujo, kjer sev odpravlja določeno težavo. Vnetje, kjer sev odpravlja helikobakter pylori, kjer sev odpravi Escherichia coli, kjer sev odpravi Candido albicans, kjer sev odpravi streptokoke in vnetje v želodcu ali pa v požiralniku in tako naprej. Tako da je taka malo bolj specifično vedenje. Zdaj tudi farmacevti so že usposobljeni in veliko vedo o pravilnosti uporabe in svetovanju o probiotičnem izdelku. Skratka, ko vi greste k strokovnjaku in ga vprašate, da bi želeli en probiotik, mora vas vprašati eno stvar, da vam lahko svetujem pravi probiotik. Kako odvajaš blato? Na podlagi tega ti lahko določi prav seve in določen izdelek. Če tega te napraša, pomeni, da ni prav najbolj vse na mestu, zato ker te mora vprašati, kako odvajaš blato, ker ta je naš produkt in dejansko sevi vplivajo tudi na to. Da so ideje v kapsuli, tako imate recimo, tako vam dam primere malo za učenje, Lactobacillus, podvrsta Acidophilus rod. Rod je sestavljen iz take velike črke in številke, to zagotavlja, da je izdelek dejansko stabilen in da je bil vzgojen v enem raziskovalnem inštitutu, ki zagarantira njegovo učinkovitost in da ga ni naredil doma, kar lahko tudi narediš. Evo, to z naše črevesje, tukaj noter je sedež našega imunskega sistema, v teh sluzeh, kjer se izvaja absorpcija. Vidite te resice, kako je resasto? Če mi raztegnemo črevesje od našega v našem prebavnem traktu, imamo 6 metrov tankega črevesja, približno 1,5 metra debelega. Če mi stegnemo in razširimo vse te male resice, dobimo približno 500 kvadratnih metrov absorpcijskih površin. Koža ima samo 2 kvadratna metra. Zdaj povejte mi, če ni pomembno tam, da absorpcija deluje pravilno, za absorbirati pravilno. Vsa hranila, vse vitamine, vse minerale ima tudi na zadnje zdravila, učinkovina zdravil, če jih jemlješ. Se mora absorbirati. Zato je zelo pravilno, da imamo mi skozi cel naš prebavni trakt pravilen pH. Dosti ljudi ve samo o merjenju pH-ja urina. In še to se nave dobra procedura, kako vlane treba meriti 3-krat na dan, vedno na tešče in tako naprej. Ampak mi imamo tudi druge vrednosti pH-ja. Mlekotle, želodec 2-3 pH, najstornik tanko črevo 7-8, debelo črevo 5-6. Kdo vzdržuje stabilnost in pravilnost tega pH-ja? Probiotiki oziroma te mikroorganizmi, ki živijo v našem prebavnem traktu, ki jih je veliko več kot celic našega telesa. Tle vidimo, kako je stopnja manj jih je tukaj in so tudi manj raznoliki, tukaj jih je pa veliko več.
Z leti se ta raznolikost manjša, zato je smiselno z hrano, vlakninami, zelenjavo, ker tudi oni so, dejansko jih hraniti. In zato zelenjava zvečer je še toliko bolj na mestu, ne samo zaradi teh jeter, še zaradi črevesja in primic, ki bo pomagalo posrkati to. Vidite, kako je raznolikost, kako se raznolikost spreminja. Zato en probiotični izdelek, veste, te so mikroorganizmi v našem prebavnem traktu, jih je recimo od 100%, jih je 5% toksičnih, smrtno nevarnih in te se nahajajo več ali manj v nosu. Pol jih je 15%, ki so dobri in delajo za nas, 80% jih je neutralnih, med katerimi je tudi Candida albicans, ki ima svojo funkcijo v telesu, presnavljanje sladkorjev. Ko jo mi hranimo nepravilno zvečer, kofe, panin in tako naprej, ona poraste, postane patogena in postane parazit. In takrat nam dela težave. In takrat tudi skoči pH, vaginalni bi moral biti manj kot 4,3, kadar poraste, ona poraste. Tle Helicobacter pylori, če nimamo dovolj kisu želodec 2-3, da imamo 4-5 hipokloridrijo, poraste Helicobacter pylori, takrat imamo velike težave želodca. Torej je odvisno od naše hrane, kako se mi prehranjujemo, da dejansko da bo naše telo delalo pravilno. Mikrobiotski organ, imamo milijarde bakterij, 100 milijard celic, 10-krat več, kot je tistih celic, ki sestavlja človeško telo. Torej, smo rekli, absorpcijska površina 500 kvadratnih metrov, tehta 1 kilogram. Ga je vredno upoštevati, zato da bo delal za nas in nam služil pravilno. Evo, tle imate jetrčka, da smo govorili o jetrčkih, koliko tehtajo malo, vidite, so vsi enako vredni in je vredno jih poslušati in jih pravilno hraniti. Glavne funkcije bakterij, proizvajajo hranilne maščobne aminokisline, sintetizirajo vitamine, zavirajo rast patogenih bakterij. Torej, če mi imamo te milijarde mikroorganizmov, kot smo videli tukaj, torej 80 jih je neutralnih, če mi imamo poraščene patogene, tle je konkurenca, so antagonizmi med bakterijami. Jaz bom tebe, ti boš mene, torej mi moramo poslati eno dovolj močno vojsko v črevesje, da premaga ta slabe, ta patogene. Raziskovalci in znanstveniki so ugotovili, da tista dovolj močna vojska je 1 milijarda in ne manj. Torej 100 milijonov, 500 milijonov, ne gre. 1 milijarda. Tista vojska naredi en učinek, vzpostavi kolonijo in se ve približno, seveda bo strokovnjak svetoval, kadar pogleda tudi iris in situacijo, kira vojska je dovolj močna, da bi pri določenem degenerativnem stanju uredila absorpcijo in se uredila. Torej, najprej treba urediti absorpcijo. Čakajte, da gremo kotra. Izločajo toksine in druge snovi iz črevesja, urejajo celično delitev, proizvajajo sluz. Mi vemo, da če pH je nepravilen, skočijo sluzi in imamo preveč sluzi ali premalo sluzi. Tako imamo primer v menopavzi suhonožnico, ker pH ni pravilen. Tako imamo prej lahko vaginalna vnetja, tako imamo srbeči anus, tako imamo lahko tudi bolezni, kot so ulcerozni kolitis, ker imamo sluz na blatu, celo kri na blatu, ko pride v črevesja, luknje, ker naredijo te patogene luknje in bakterije luknje in pride kri na blatu. Lahko imamo tudi druge sekrecije v tem predelu, balt, kjer dejansko imamo kašelj. Je nepravilen pH, tudi v tem primeru je nepravilen pH. In tega ne smemo hraniti, bolezni ne smemo hraniti, mi moramo hraniti zdravje. Tako da se ne zakisamo, tako da se ne zasluzimo zvečer. Večerja je poglavitna. Če bi vsi jedli večerje zelenjavne, vsak večer po mojem bi bilo pol manj prazne bolnice, tako so. Črevesna mikroflora se uravnovesi in stabilizira z jemanjem probiotikov. Izboljša se absorpcija hranil, poveča se toleranca na laktozo in na vse druge intolerance in alergije, absolutno. Indirektno krepijo imunski sistem in to je najbolj pomembno, Torej, obstajajo eni antagonizmi med bakterijami, jaz bom tebe, ti boš mene, zato moramo prave sebe pravilno hraniti, vendar naturopatija je tako, ne da bom jaz odvisen od sebe, ampak da bom dejansko skrbel za mojo dobrobit. Tako da, zelenjavna večerja, ja, z
zvečer absolutno. Pol je zelenjavna večerja, ki krepi jedra, to smo videli v tem primeru, je tista večerja, ki krepi srce, je tista večerja vedno zelenjavna, ki krepi pljuča, je tista zelenjavna, ki krepi ledvice, lahko za vsak večer imamo drugo, za vsak letni čas imamo drugo zelenjavno večerjo, ki krepi določen organ. Tako je koncipiran moj naturopatski priročnik, ki sem napisala to zadnjo knjigo, prav zato, da bi si človek konkretno lahko pomagal, noter so jedilniki, kako lahko z jedilnikom okrepimo organizem in si lajšamo bolečine in ti celo lahko odpravimo za bolezni. Druga polovica knjige je prav seznam bolezni in nadlog za odpravljanje teh nadlog, da tega ne bo več. Zato, ker iz nadloge prerasemo v bolezen, tako kot smo videli danes večer. Je jedilnik tudi za lenobo, ki preraste lahko tudi v hiperaktivnost, v druge težave, absolutno tisto je deficit branice. Kaj probiotiki odpravljajo? Ja, domala vse, torej, če ti deluješ s hrano, signal, dieta di segnale od Luca Speciani, on ima tudi eno dieto, ki se uporablja dejansko hrana kot signal, kot navodilo za določene organe, moraš najprej narediti absorpcijo, da se ta hrana pravilno absorbira, v bistvu, da ubiješ patogene bakterije tam, ki zavirajo osnovo in pol absolutno vse zaštarta pravilno. Takrat okrepiš organ, da je sposoben razstrupiti sebe in svoje telo, oziroma strupi, ki jih dobimo v zraku, ki pridejo noter v zraku, okoli nas, ki jih lahko uživamo ali karkoli, ki pridejo v telo, telo je dovolj močno, da jih lahko odstrani. Mi rečejo, ja, gospa Erika, zdaj bom dala stran amalgame, dajte mi povedati cel postopek. Je treba dati varno stran amalgame, je treba, da zobozdravnik ima vse protokole, da zaščiti telesno votlino, aspiratorji, vse te zadevščine. Če je telo močno, najslabša stvar je, da odstranimo amalgame, da nimamo tega protokola, zato ker grejo toksini direkt v možgane, in to je najslabša stvar. In sem že dobila dosti ljudi, ki je prišlo z določenimi dermatitisimi, tudi zelo hudimi, po par mesecev po taki odstranitvi. Nepravilni. Zakaj? Zato, ker če je telo močno in jaz imam noter amalgame se dejansko sproščajo ta strupek, z žvečenjem, z normalno uporabo teh zob. Če jaz imam močno telo, bo odvajalo te strupe postopoma dobro ven, brez težav, oziroma se me ne bo nič primilo, na krepko telo se nič ne prime, na šibka pa vse. Če pa bom jaz v šusu, imam že šibko telo, v šusu to naredil, patatrak. In ste me razumeli tudi, zakaj zdaj. In bo šlo vse to v kožo, v te tkiva navidezna, ki nam ne služijo, oziroma ki ne motijo homeostaze, navidezno, posredno. Model biopsihosocialnega blagostanja. Torej, kje smo mi? Visoka stopnja blagostanja, zavedanje, izobrazba, rast. Naturopat uči človeka, kako nas ti lahko pomaga, zato jaz rada hodim okoli in predavam in čim bolj jasno in na zelo enostaven način razložim stvari, ki so zelo komplicirane, zato in podam konkretne rešitve, prav zato, da bi se človek lahko pomagal doma, da pride domov in že da ve nekaj, kaj lahko naredi ali pa kaj bi mu bolj škodovalo. Medtem, ker smo nezmožni, imamo simptome, so znaki, se bojimo, smo prestrašeni, takrat smo dejansko, se počutimo ogroženi, ker je bolezen, ker so znaki, ki jih ne prepoznamo, ker ne nadzorujemo med našega telesa, takrat seveda gremo zdravniku, zato ker nam je slabo. Mi se moramo prej opazovati in te nadlogice odpraviti čim prej, da zatremo zadevščino oziroma bolezen v kali. Dostikrat mi pride kakšen gospod, tudi poleg gospa na pregled in mi reče, zakaj ste tle? Me je postala žena. Žena pošlje zato, da malo gospod sliši, vidi, kaj bi lahko jedel in tako naprej. In jaz malo pregledam in malo povem in to je nujno. In pol, kadar človek dobi ene feedbacke, ki mu razlagaš o njem samem, ki ti on nič ni povedal, malo ti prisluhni, rečem, ima nekaj tle verjetno pa bo, ne? Če vidim en deficit jezda, rečem, po noči vi se spotite, imate to, ja, aha, okej, naredite to in tega ne bo več, okej? In ponavadi pol moški se tudi dosti bolj držijo, ko vojaki, kadar vidijo, da nekaj deluje, pol tiste ne zamenjajo dobre formule, ne zamenjajo, jih ne več zavede, ne, če ni, pika konec, ko vojaki, to je to. Tako da dejansko
te dejansko zatreš v kali. Vendar tudi rečejo, in jaz sem mislil, da sem zdrav. In zdaj mi rečete, da imam 1001 nadlogo. Ma to so nadloge, to ni iskanje bolezni, to je preprečiti bolezen, zato da iščemo zdravje, da naredimo naše telo vedno bolj krepko. Torej, sem zdrav? Ja. Koliko bi lahko bil še bolj zdrav? To je to. To je naturopatija, gleda človeka celostno, eno se zrcali v drugem, psihofizičnem, ko smo rekli, če imamo en deficit jeter, smo bolj nepotrpežljivi, smo bolj nervozni dobesedno, smo bolj razdražljivi. Ko se to umiri, dejansko tudi to izgine. Jaz imam rada naturopatijo, svoje mesto išče zdaj v tej družbi, kjer je vse simptomatsko, kjer je vse hitro, zato, ker si moraš vzeti časa zase malo, vsaj malo, in narediti en akt ljubezni do sebe in do svojega telesa. Ma že samo, kadar greš v trgovino in rečeš, aha, to bom kupil za moje jedra, tega zdaj ne bom, pa bom to, pa bom ono. Tako, iz preprostega, tistega, kar lahko kupiš v marketu, seveda je vse boljše, da je biološko, da je neoporečno, tudi o tem biološkem, tako med navednicami. Vendar dejansko lahko izbiramo, ali bomo hranili bolezen, ali bomo hranili zdravje. In to vsak dan po sebi. Hvala. Vprašanje, kar nadam z besedo. Jaz sem zdaj tle. Z veseljem. Jaz bi rada vprašala. V začetku ste vi napravila eno veliko analizo za jetra. Ja. Vi napravite potem analize, pregledijo jetra in pokaže slika, da so jetre zdrave. Ma istočasno ni še čez zdravje, na mesto jetra so zdrava, imate še zmeri zraven še bolezni. Ja, mi smo zdaj govorili, tle dobro vprašanje, mi smo tle zdaj govorili o energiji, o deficitu. Ko dejansko se še ne nabira bolezen, lahko tudi že vidiš na izvidih, ma lahko pa tudi ne. Takrat imaš tiste nadlogice, masne lase in tisto. Takrat ti analiza ene krvi ne pokaže se. Zato, ker telo mora ohraniti homeostazo, torej vrže ven, vrže v kožo, razumeste? Zato ti analiza krvi tega ne more pokazati. Pol, kadar je pa stanje že degenerativno, ko pa ostaja noter toksini, pol ti ga pa pokazalo. Tako je to. Kaj je vaše mnenje glede sladkorja, ki zdaj na zatožni klopi, da povzroča cela vrsta bolezni? Ja, sladkorji, vsi rafinirani, absolutno ja. Samo tudi je zelo pomembno, v katerih urah kaj uživamo. Ko ste videli. Za živčni sistem. Ste razumeli? Zato, ker določeno dozo sladkorja telo potrebuje za normalno funkcijo, absolutno. Vendar, da ga damo zjutri, nam absolutno manj škodi, ko popoldan. Tudi tle je pomembna tudi hrana z visokim glikemičnim indeksom, tako kot je krompir in banana, ki sta zelo sladke. Ko mi ena reče, ne, jaz ne jem nobene sladkarije, no vsak popoldne 3 banane. In ti toliko bolj šibi tisti vranični del. Ta je problem. Tako da sploh tudi zato, ker so špricane z vsem tem te banane, bi bila platana dosti boljše, ker ima tudi nižji glikemični indeks, samo seveda se jih ne dobi tukaj. Je treba kam drugam tisto jesti. Tako da, jejmo, kar je naše, jabolke, hruške, kar imamo tle zdaj in sezonsko vedno. Vendar vedno ozirajoč se na te ure, na ta sistem, vegetativni sistem. Tako tudi sadje. Po zimi nam ga že narava da manj. Da imamo dopoldan, kvečemo poleti, ga bomo vzivali tudi popoldne, kaj tak je že sladko. Poleti imamo več manevrca, je dan daljši in lahko dejansko malo bolj imamo več možnosti, da telo več časa presnavlja to hrano. Saj dejansko bi šlo tako, poleti je hrane več, vendar je bolj lahka. Po zimi je hrane znatno manj, samo takrat mora biti pa konkretno, zato ker glede na naše temperature. Ja, dobro. Ja. Izgleda vprašati glede železa. Žensko imamo večkrat težave z železom. Ja. Kaj zauživati, na katerih urah, pa sem slišala razne načine, s katerimi se lahko ljudje pomagajo in da je zelo pogosto to, da prehranbeni izdelek, kako sliva, kakoli ima železo, so pa težave z absorpcijo. Se ne absorbira. Nekaj me je zelo presenetilo, poskus, ki je bila moja prijateljica,
navadno slivo zjutraj natršče, pol ure ničirna in še kasneje zajtrk. Ti je rekla, da ona si je uredila železo. Kaj menite vi? Ja, lejte, vsak ima svojo, je zelo individualna ta zadevščina. Jaz sem imela eno gospo, ki je imela eno zelo hudo anemijo, tako da so ji parkrat mogli menjati celotno kri. So ji rekli, da ne bo nikoli zanosila in tako naprej. Hude anemije, hude. Tista kri, če jo niso menjali, tisto železo se je absorbiralo, nikakor ne. Smo delovali najprej na črevesju, smo uredili absorpcijo. Takrat je bila ona pri meni, je bila na pregledu, sem dala napotke, sem videla, da njen organ v deficitu so jetra, zato ker problem, ker še enkrat imajo ljudje tudi preveč železa, tudi to je, premalo preveč. Zdaj so problem jetra, smo dali en jedilnik, ki je razbremenil ta jetrčka in smo zraven dali za absorpcijo. Torej, ona niti ni jemala železa takrat, ni jemala. Je jemala probiotike, zdravnik je rekel, zdaj naravi smo te lih menjali to kri, do 3/4, manje je hitro padalo. In je se držala jedilnika in smo dali določene seve bakterije, odvisno od njenega odvajanja blata in tako naprej. Železo se je stabiliziralo. In zdravnik ni mogel razumeti, zato ker si je prepisal imena probiotikov, ki je ona jemala. Ma niso bili tisti, ki so njej pomagali, je bila hrana, ki je pomagala. Samo nje se je uredila absorpcija. Tako da naturopat dela tako celostno in vidi, kjer organ nima energije, izgublja energijo, s hrano se uredi, ki ni samo eno živilo, te formule so pikič preveč enostavne in je treba pogledati celotno telo. Lahko se proba, samo je treba pogledati celo osebo, videti, kje je absorpcija napačna oziroma kjer je organ izgublja energijo in pol zadevšče narejeno. Vzrokov je lahko več, kot tudi zanositev, dosti punc ima težave za zanositev, dosti sem že pomagala, da se je energija stekla za zanositev. Vzrokov je več, ni samo eden, ni vedno samo eden, jih je veliko več. Zanositev je najprej tle, najprej v glavi. Ja, povejte. Mene zanima za Kandido, a je ta test, ko sem brala, da se to slino zjutro, dovolj trden, da je Kandida? Ne, tisto je tako ne. Kandido, dobesedno Kandido potrdi samo laboratorijski test. Tkivo odzame laboratorij in ti poveče poraščena. Na irisu se vidi, kje je absorpcija motena oziroma, da so poraščene gljive, kjera Kandida, jih je več vrst Kandide, to se ne vidi. Se vidi, kje je motena absorpcija, to pa ja. In se lahko to uredi. Samo tisti test s kozarcem, Pa ta vsebina, ki je nekaj sporoča, ne? Ja, samo je zelo odvisno od tega, je zelo odvisno samo od tistega dneva prej, ma ni, ne. To je tako zelo poljudno, ma ni, ne moreš se naslanjati dol. Odsvetujem. Ja, povejte. Še kdo? Ja? Čakajte, zdaj imam dve vprašanje. Tle je bilo eno vprašanje še o prebiotikih. Ne, bomo da je sirotka. Prebiotiki so vlaknine, ponavadi so že v prebiotikih noter, eden od njih je inulin recimo, so že noter integrirani, tako je. Probiotiki imajo zmožnost ubiti raka, zavirati rast raka, naredijo določene spremembe v organizmu. Prebiotiki tega ne naredijo. Samo prebiotik ni nič brez probiotika. Te je ta glaven akter. Dosti je propagande okoli, zato ker je probiotik za proizvajalca toliko bolj cenej, da bi ga lahko reklamiral kot probiotik, samo je ko noč in dan. Tudi eden brez ruke. Ko pravim, določeni proizvajalci imajo že skupaj to, je vse v enem, niti na tisto so bolj take tržne niše, tako se uporablja prav zato, da ker ljudje ne vejo, tudi zakon nažalost ščiti proizvajalca in ne kupca, tako da se zelo malo ve o teh stvareh. Tudi so te evropski klajnsi, kjer je dosti stvari prepovedanih in sploh se ne sme povedati, kaj dobrega delajo določene stvari, zato ker je pač prepovedano, tako je. To so evropske normative, nažalost. Ja, povejte. Če jetra vplivajo tudi na ščitnico? Ja.
Ja, to pa ja. Ja. Tako da hipertiroze, hipotiroze se lepo uredijo, če umirimo ta organček jetrčka. Vzrok. Vedno naturopat išče vzrok. Drugo so posledice, ki lahko imamo več, smo videli, ne? Več stvari lahko imamo po telesu. Vzrok je eden, kvečemu dva. Te organe imamo, ni da zdaj je, ne vem kako. Vendar skozi ta prebavni trakt, skozi to gre vse. Eni raztrjujejo, da je črevesje evolucijsko najstarejši organ in da so vsi drugi organi privesek tega črevesja. Zato, ker so nastali evolucijsko po. In da on ima največjo imunsko inteligenco. Ena imunska inteligenca in ena imunski spomin obstajata v telesu. To je. Veste, telo špara z energijo. Če jaz zdaj sem dobil, rečemo, da so jetra v deficitu in da so jetra dobila en kanal, da sprošča toksine, ne skozi uradni kanal, ki mu porabi preveč energije, ima skozi kanal koža. Ok, recimo psoriaza ali pa luskavica, skozi kanal koža. Zdaj jaz okrepim jetra in jim pokažem nov kanalček, skozi katerega bojo odvajali toksine. In tega nekako zaprem kožo. To zadevščino moram tudi konsolidirati, zato ker telo, tam, kjer je bilo enkrat zakrpano, o prvem stresu oziroma bolj močnem stresu, skoči lih tam, kjer je že navada, zato ker, kadar je več stresa, porabim več energije, torej moram več prošparati, torej porabim tisto pot, za katero rabim manj energije. Telo špara z energijo, štedi z energijo. Zakaj so ljudje, zato, če hujšaš tudi, moraš jesti, moraš pravilno hraniti svoje organe, da lahko shujšati. Zato, ker če ne telo po noč, zvečer, ko prijemo domov in nisem jedel, ko samo zajtrk in še tisto nekaj manjka, se počuti življenjsko ogroženo, ker nima energije, ker je ni dobilo. In reče, in takrat pride tista mrzlična želja po hrani, po energiji. Če pa ti si ga hranil cel dan pravilno in si mu dal tisto dozo cukra, dobesedno zjutri, zvečer je tista štarta, tista mala razvadica, ki ji lahko rečeš odločno ne, zato ker ni noter tiste groze po življenjske ogroženosti, razumete? Je samo navadica, ki lahko rečeš ne bo zdaj, boš pol in pol je zjutri. In je mir. Tako nekako funkcionira, zelo banalno, tako nekako funkcionira naše telo. Ima en spomin, ima en inteligenco, vsaka celica ima to in ga je vredno spoštovati. Ja. Lahko jaz bom malo podražil, da zdaj ste govorila samo o konzumaciji vse skozi usta, se pravi voda, hrana in te reči. Ja. O Garrisonu, gospa Garrison, hči od Garrisona, znamenitega, ki je imel te rakave terapije in tako. Ja. Rekla, da, ker vidim, da ste perfektno zrihtana, koža absorbira, je enak organ, kakor prebavni trakt. Se pravi, ona je rekla, kar ni za usta, ni za na kožo. Se pravi, kozmetika, govorim predvsem ženske, kozmetika. Vse, kar se da na kožo, kozmetika, se absolutno absorbira, recimo ženske deodoranti, to je direkt na bezgavke, na prsa, delaš to 20-30 let, dobiš raka na prsih 100%. Ne? Če reč, koža je zelo hud absorpcijski organ, ki tudi absorbira, tu je še dodatna bremenitev toksična, to sem hotel, če te komentirate. Ne? Ja, allora, tako je, koža jama, smo rekli, miri 2 kvadratna metra, medtem ko prebavni trakt 500. In če jaz imam dovolj močne moje organe notranje, te toksine jih vržejo tudi ven. Je pa res, da jaz uporabljam veliko kopel iz preslice, jo svetujem, in takrat uporabim kožo kot filter, da gre skozi kožo ven toksini, skozi potenje. Preslica je zdravilna rastlina in med zdravilnimi rastlini, ki vsaka ima svoj okus, ta je neutralna in dejansko remineralizira, tonificira močno ledvice in tudi jetra, ki dejansko dobijo energijo, da vržijo ven tiste toksine, ki so dejansko impregnirani noter v tkivih. In tisto gre ven in kožo uporabiš kot filter, da odvaja te toksine. Ta varianta je tudi zelo dobra. Ko pravim, jaz narada vlivam strahu v ljudi, oziroma jaz rada vlivam moč v ljudi. In rečem, če ti boš pravilno in imel krepko telo in se pravilno prehranjeval, absolutno. Voda je tudi, mi imamo tudi, je zelo pomembna voda, kakšno vodo mi pijemo. Ko
toliko, liter in pol, 2, seveda ne smemo piti premalo na dan, to absolutno ne smemo tudi pretiravati, ima tudi kvaliteta vode, mora biti zelo pomembna. Mi gledamo v naši šoli samo indikacije, ki piše etikete na vodah, ki jih lahko kupiš, zato ker če ne vodo iz pipe, moraš dati analizirati, da vidiš dejansko, kaj piješ, ne. Ampak že samo etikete ti veliko povedo o vodi in o tem, koliko ti lahko težijo v tem primeru ledvičke. Kaj se presnica lahko pije tudi kot čaj ali je samo za kopeli? Ja, lahko se pije, samo tako je. Vi, če boste šli v lekarno, boste videli preslica in piše navodilo piti, pustiti namakati oziroma vreti ali karkoli 15-18 minut. To je dosti. In je ponavadi formulirano zato, da pijemo to kratkoročno. In kadar zelišče je toliko časa noter v vodi, spusti dosti snovi, ki delujejo močno na organ. In če organ ima malo energije, je tisto lahko malo premočno. Zato je vsakemu svetujem, da kadar naredijo določeno čaj, ga pustijo v kropu 2 minutki, 3 maksimum. Takrat spusti samo prve določene snovi, ki tonificirajo organ in je vsak organ jih lahko prenese. Dejansko bo večja učinkovitost. Eden si misli, da več je dobro, ali pa ni res, ni tako. Zato, ker v povprečju, če mi potegnemo črto, tle je pomanjkanje energije, ni presežko energije, absolutno ne. So telesa zelo osiromašena zaradi narave, zaradi zraka, zaradi vsega skupaj, dobiš manj vitaminov, manj mineralov, manj vse. Absolutno. Tak svet. Smolič. Ja. Eno vprašanje. Meni se dogaja, opažam sebi, da smrtnosti in mi prišlo en alarm. Pijem dosti, precej vode, ampak to, da si ga dajem v stekleničke plastične, ki jih ponovno uporabljam. In mi prišlo pomislek, ni mogoče to neprimerno. Neprimerno, ali stekleno plastično uporabite enkrat, ker pol zaradi mikroorganizmu, ne. Tako ja, ne, to je neprimerno. Tudi tle imamo, bom vzela malo vode, malo skoristim priliko. Aha, čakajte, nisem vzela. V bistvu imamo vodo, ne. Tle vidim eno vodo. Zdaj bom vzela, ker sem žejna. Imamo etiketo in na etiketi piše določena stvar. Residuo fisso a 180 gradi je 268 mg na liter. To ti zelo obremenjuje ledvičke. Moralo bi biti za nekoga, ki ima težave z ledvicami oziroma za starejše ljudi, bi moralo biti manj kot 50. To je dosti. Za ledvice. Torej, kdor ima šibke ledvice, ta tle voda mu jih toliko še ošibi ledvice. Residuo fisso, torej, usedlina po termični obdelavi vode na 180 stopinj pomeni, da vodo smo predelali na 180 stopinj in so ostali določeni delci. Tisti delci so isti, ko da napijem vode in se mi usedejo na ledvice. Ja. Za uravnovesiti kalij? Kalij. Kalij je zelo pomemben mineral. Kalij je tak mineral, ki te spodbuja, ki te spodbudi in je zelo pomemben za želodec, ma tudi za srce. Binom natrij kalij, pompa sodio potasijo, binom natrij kalij je zelo pomemben in mora biti pravi. Imamo minerale, jaz nimam tle sabo mineralni krog, ma se dobi na Google, če vtipkate mineralni krog. So določeni minerali, so določeni sinergije in antagonizmi med minerali. Če se reče, jemlje samo magnezij, pa jemlje samo kalij, mi ne bo nič pomagal, če nimam določenih mineralov oziroma vitaminov, ki so sinergični z njim in se bo ta tudi boljše absorbiral. Isto z železom in z bakrom, isto govorimo o tem. Glede kalija je tako. Otroci, hiperaktivnih otrok ima dosti kalija v telesu, preveč. Takrat jih moramo pomeriti z magnezijem, ne bo dovolj, ker ne bo pravilno vsrkan. Moramo delovati tudi na natriju.
ena prehrana brez krompirja in banan bo močno pomagala, ker tisti imajo dosti kalija. In ob določenih urah. Pol seveda je treba dodati določene miligrame mineralu, ma to pol lahko naredi z uspešnim testom, ko je mineralogram, da vidiš dejansko razmerja in absorpcijo. Se pravi, z natrijem in magnezijem lahko pomaga. Tudi, seveda. Če gre preko 6, ne, kaj. Samo, veste kaj je? Je treba zmeraj dobiti vzrok. Ali je srce, ali je ponavadi z kalijem, ali je srce vzrok, ali je želodec. Vsekakor bo pomagalo, ne krompir, ne banana, sigurno. Povejte. Ja. Otroci mleko. Sploh, kadar, ja, absolutno. Mi doma nimamo mleka. Kar je moja hčerka dobila, je bilo moje mleko in to je bilo to. Imamo bolj druga mleka, rastlinska mleka. Kalcija mi dobimo dosti špinača, brokoli, sezam, buča, dosti. Tisti kalcij se zelo lepo absorbira. Unikalci iz mlečnega izdelka so molekule večje, se ne absorbira tako dobro. Dela sluz, dela kalcinacije, se slabo absorbira. Dela sluz, to sem že rekla. Ni mleko, tudi zdaj je itak toliko slabša kvaliteta tega mleka in veste, kaj je najslabša varianta? Najslabša varianta je ta, ker zdaj je toliko pšenice, ne? Pšenica in mleko skupaj naredista ta lepek, ki je kuj čingum. Se naredi čigumi noter v teh okoli naših organov, okoli črevesja in ta absolutno moti absorpcijo. Enkrat so uživali, starejši boste mi potrdili, mi smo pili vsak dan mleko, mi bojo rekli, ja. Je bilo mleko boljše kvalitete, kot zdaj, ma ni bilo tistega kriterija, pšenice. Se je jedlo poletno cele dneve. Pšenico si jedlo v nedeljah in v praznikih, zato ker je bila dražja. Tako da mleko za ta čas in sploh, kadar je otrok kašlja, ko ima bronhitis, ko ima zamašen nos, ne gre zdravo. Takrat je boljše prekiniti mleko, najboljše,